Petja Balažič in Janja Bartelj iz Mocisa nam boste predstavili skrb zase v delovnem okolju doma ali doma? Doma. Lep pozdrav še v najinem imenu. Mi dve prihajava z Mocisa, z Koroške. To pomeni, da prihajava do sem vsaj 4 ure. Moja kolegica Petja Balažič in moja malenkost Janja Bartelj vam bomo predstavili en sam naš projekt. Zdaj vsi ste govorili o presežkih, kaj vse imate in koliko vsega tega, tako da krasno, ne? Mi pa smo se znajdli doma. Mislim, da v enem drugem koronskem lockdownu, panika, kaj bom zdaj, ni ne joge, ne pilatesa, ne morem ven, zima je bila katastrofa. In je naša direktorica prišla na genialno idejo, da bomo mi zdaj to naredili za sebe, en program, pilotsko, in bo Petja, mogoče bo sama povedala, kaj vse za ene certifikate ima, kar se tiče vadbe, in tako je tudi certificirana vaditeljica pilatesa. Smo tudi svoje notranje moči uporabili za to, da smo se počastili s tem programom. Potekalo je 30 ur, 2-krat na teden, od novembra do februarja. Tako da smo na en krasen način skupaj preživeli zimo. Zdaj pa preden, da vam pokaževa odzive najinih sodelavcev, še malo izkušnje v živo. Danes vam ne uide, ne? Tu ste zato, da ste zdravi, prodorni in prožni, in če hočemo to doseči, moramo stati za začetek. Evo, hvala. Tako da še enkrat ostanemo, zdaj pa jaz predajam besedo Petji. Lep pozdrav še z moje strani. Danes sem videla, da ste že tako ful stali in telovadili, tako da dajmo še zdaj, čeprav je bilo kosilo, ne bo nič napornega. Mene ne rabite gledati, vsaj zdaj na začetku ne, ker bo bolj pomembno kot to, da vidite, da začutite tisto, kar morate začutiti. Zdaj, punce ženske, ki imate visoke petke, boste to izvajali malenkost težje, si pa lahko pač te čevlje sezujete, pa delate mogoče brez njih. Ja? Se pravi, zapremo oči. Naj bo to začetek. Zdaj, ko imamo enkrat oči zaprte, spustimo roke ob telo. Zdaj, prva stvar, ki jo bomo mogoče začutili in opazili, je v bistvu ta naš položaj telesa, ki ga držimo. Ja? Se mogoče malo namestimo, še malo dvignemo mogoče ramena, jih popravimo tja, kamor nam pač paše, ampak boste tam, kjer vam ustreza. Nič drugega ne delati, nič drugega ne aktivirati, samo držimo tam, kjer nam paše. Zdaj, če smo pozorni, bomo slej ko prej začutili, da se v bistvu ta naša teža telesa malo ziba, da gre malo naprej, pa malo nazaj, in pol enkrat čutimo težo na prstkih na nogah, spet drugi čutimo težo na stopalih oziroma na petkah ali pa na zunanjem loku stopala, tudi če nas zanese rahlo na stran. Zdaj, če smo še malenkost bolj pozorni, bomo začutili položaj hrbtenice ali pa opazujemo hrbtenico, na kak način se tudi ta hrbtenica ziba zraven. Kadar naredimo rahli nagib telesa naprej, mogoče začutimo v ledvenem delu, kot da se vretenca rahlo stisnejo skup. Pa ko gremo nazaj na petke, začutimo, kot da se ta ledveni del kar odpira. Predstavljamo si zdaj še vrh glave. Ja? Kot da je to konica svinčnika, kar dobimo občutek, kot da po stropu rišemo nek vzorček. Vse to je normalno, telo je v sproščenem položaju. Oči imamo še zmeraj zaprte, se bomo pa zdaj začeli počasi postavljati v tisto nevtralo, kjer imamo telo v nekem nevtralnem položaju, se pravi in sklepi in mišice so točno tam, kjer naj bi bili. Sam prestopamo iz leve noge na desno nogo, ja? Sproščeno, nič ni treba posebej delati, sam prestopamo. In ko na tak način stopamo, se stopala postavljajo na širino boka, kar je spet nevtralen položaj. Gibanje zaustavimo, gremo v rahlo pokrčena kolena. To pomeni, da jih sam rahlo pokrčim,
pa začutim, kot da mi je mišica na nogi malo potegnala to pogačico navzgor in je že v aktivnem položaju. Pa zdaj raztegnem hrbtenico, se probam malo podaljšati, raztegniti. In ponavadi, ko to hrbtenico raztegnem, mi tudi brada potuje malo navzgor. Ne tega narediti. Dajmo brado zdaj rahlo navznoter, pa bomo čutili, da so se vretenca na vratnem delu podaljšala. Ok, zdaj pa zaokrožimo v ramenih, jih damo nazaj in potem, ko jih zaokrožimo nazaj, kot da pol lopatice malo podrsajo, skupaj se povežejo in jih od spodaj, od zadaj zadržimo. S tem pa smo ta sprednji del telesa zdaj fajn odprli. Zadržimo in dodamo ta potopljen popek. Zdaj vsi, ki hodite na pilates ali pa ste že kdaj bili, ste že to slišali, da popek potisnemo na hrbtenico, hkrati pa sramno kost mogoče malenkost rotiramo naprej in v bistvu podaljšamo še ta spodnji del hrbtenice. To zadržimo, popek pa stisnemo, kot da si damo malo premale kavbojke, da si jih vlečemo gor, pa držimo popek, zdaj gumb zaprem, zdaj pa malo spustim, ampak ne do konca, čist malo. Okay. In ker imam ta popek potopljen, diham zdaj v prsni koš. Se pravi, ni nobenega dihanja več v trebuh. Imamo dih skozi nos, izdih skozi usta, ampak dihanje poteka zdaj v prsnem košu. Pa sam naredimo dih skozi nos in izdih skozi usta. Pa spet vdih skozi nos in izdih skozi usta. In zdaj sam dihamo. Vaja, ki jo bom pokazala, odpremo oči, ko stojim, samo dvignemo obe roki hkrati, bo Janja kazala, naprej in rahlo navzgor, pa spustim. Pa grem spet z izdihom dvignem in z vdihom spustim. Naslednjič pa se spustim v sedeč položaj, se pravi, grem nazaj, kot da sem tik pred tem, da se usedem in dvignem. Gremo še. 3-krat se še spustimo, da začutimo mišice, da so aktivne, da delajo. Gremo še 2-krat, sedeč položaj in zdaj zadnjič, pazi, zadržiš. Ja? Kot da si v sedečem položaju. In medtem, ko skoraj sedimo, si poglejmo naš film. Če vam ne gre, se usedete nazaj. Kdo zdrži najdlje? Vse je samo par minut. Zanimiva izkušnja zame je bil pilates, s katerim sem se srečala prvič. Ga uporabljala tudi doma, sploh v zimskem času, ko niso na razpolago aktivnosti v naravi, ki jih imam sicer še rajši. Kar se prehrane tiče, sem mislila, da vem vse, pa sem po tem programu ugotovila, da recimo mi manjka še 2/3 znanja in poskušam se držati teh navodil, ampak v današnjem hektičnem času vse pač ne gre. Za stres bi pa rekla tako, še vedno mislim, da nisem pod stresom, pa me ostali prepričujejo, da sem, tako da bi bilo dobro, da bi kdaj upoštevala tudi koristne nasvete, ki smo jih dobili v času predavanj. Najprej smo dobili številna teoretična znanja o tem, kako zdravo živeti, se prehranjevati, kar pa je bilo meni najbolje, je pa bila ta v bistvu telesna aktivnost. Ko smo pod strokovnim vodstvom izvajali določene vaje pilatesa, moram povedati, da nekatere izmed njih izvajam še vedno sedaj in se jih spominjam. In to je bila meni ena taka čudovita kolektivna izkušnja, ki se mi zdi, da nas je tudi kot kolektiv še dodatno povezala. Od tega, bom rekel, izobraževanja mi je najbolj ostalo pravzaprav način oziroma ta zdrava prehrana, torej kaj je najbolj koristno v naše telo, pa tudi praktične vaje. Se pravi, te pilates vaje, čeprav mogoče jih zdaj v zadnjem času malo manj izvajam, ampak vseeno sem nekaj novega spoznal. Moram reči, da se s temi vajami prej še nisem srečal in sem jih prvič izvajal takrat, ampak kljub temu sem imel prej mogoče en tak stereotip, da je to bolj za ženske, pa vidim, da ni, da je bilo tudi prijetno delati. Jaz sem se s pilatesom srečala prvič v tistem času in je to, sem lahko vzela zase. To je top. Ne delam ga več tako redno, kot pa sem tisto jesen in zimo.
ampak vsakdanja misel še pade na to in kakšna vaja mimo grede, ali dnevni, ali kopalnici, ali kakorkoli, tako da ta v mislih to več čas z mano. Glede hrane, tudi fantastično, ker pogledam, ali je beljakovina ali ogljikohidrat, ki sem prej s tem zelo nisem ukvarjala. Ko sem šel v študentske leta, pač sem jedel pico, pa sem jedel kar sem dobil, pa nisem to gledal na to zdravo prehrano. Pol, ko smo pa to dali čez izobraževanje, pa recimo tudi zdaj že malo bolj pazim, kaj dobim vsega. Recimo za večerjo včasih sem jaz imel poln krožnik pomfrija. Zdaj pa sem ga dobil 2 tedna, zdaj sem dobil poln krožnik pomfrija, pa sem že rekel, da je to pol stran, jaz ne bom toliko, pa kje je pa solata, pa kje je pa ono, me že punca čudno gleda, sem bolan. Ja, a je bolan ali kaj narobe z njim. Nagrada za zmagovalko, ki je ne bo dolgo obdržala v pozi, je muskelfiber, ki se bo pojavil jutri popoldan tak čas, zagotovo. Sedaj pa mislim, da če ste videli, če ste bili pozorni v filmčku, so omenjali, to izobraževanje je imelo v bistvu 3 področja. Eno je bilo zdravo prehranjevanje, drugo je bilo gibanje, tretje je bilo stres oziroma nestres. In zdaj rabimo še hitro enega kandidata, ki si drzne odgovarjati na vprašanja okrog zdrave prehrane. Samo 5 vprašanj, čisto enostavna. Lahko tudi v dvojicah, kdo si bo upal, v prvi vrsti bomo pobrali koga. Zdaj, v bistvu, to bo tisti del, kjer bojo vprašanja in jaz bom to kar malo razdelila, vsak po eno dobo. Jaz pa ne bom odgovarjala, ker sem jih že videla. Ja. Prvo vprašanje, kaj je gluten? Gluten je beljakovina v žitih, gluten je rastlinska vlaknina, je škrob v žitih, je škrobnata kislina. Prva? Je, ognjemet. Odgovor je pravilen. Sam povem, odgovarjala je Maja Kobal Merkun. Naslednji tekmovalec, kviz. Katero izmed spodnjih živil vsebuje največ vitamina C? Mango, grenivka, paprika, limona? Limona? Limona. Kako nezanimivo. Bravo. Zakaj se znate? Tretjega. Tretji tekmovalec. Rastlinsko olje lahko vsebuje holesterol. Drži, ne drži. Drži. Drži, da vidimo. Ne drži. Je, napačno vprašanje. Zakaj ste tako navdušeni? Mislim, napačen odgovor. Po načelu, že imamo naslednjega tekmovalca? To je zdaj malo težje vprašanje. Po načelu zdrave prehrane je obrok sestavljen iz 5% maščob, 45 beljakovin, 50 ogljikovih hidratov ali 30 maščob, 20 beljakovin, 50 ogljikovih hidratov ali 33 maščob, 33 beljakovin, 33 ogljikovih hidratov ali ni pomembno. Ena. Pomfri je vendarle pomfri, saj ni pomembno. Ena. Tekmovalec pravi kaj? 5% maščob, maščob pa res ne smemo jesti, ne. Ne, odgovor je bil žal napačen. Naslednje vprašanje bomo zvedeli. Prevelike količine vitaminov nam lahko škodujejo, drži, ne drži? Preveč nikoli preveč, ne. Odvisno kateri, drži, ne drži? Ne drži. Vitamini nam pa res ne morajo, Vitamini nam pa vendarle ne morajo škodovati. Ni prav. Nič se nisem naučila. Kdo je bil vprašan? Koga ste to vprašali? Ne vemo.
Gospod je pravilno odgovoril, Okej. sam povem. Bomo na kratko povedali vprašanje. A ja, zdaj sem brez mikrofona. Nič narobe, pridem sem. Se pravi, gluten je zmes beljakovin. Tisti, ki ste kdaj delali kruh, recimo, veste, da po določenem času se povežejo te glutenske vezi, naredijo pač testo prožno in recimo gluten je tisti, ki skrbi za to, da na kruhu oziroma na pekenskem pecivu nastane skorjica, tisto, ki imamo vsi radi. Ok, naprej. To ste vedeli, ja, se pravi, vsaj približno 3 do 4-krat več vitamina C vsebuje paprika kot limona, kar smo ponavadi navajeni, da ima pač limona največ vitamina C. Rastlinsko olje, kot vsa druga pač rastlinska živila, ne vsebuje holesterola. Zdaj po samih nekih smernicah naj bi vnesli približno 30%, govorimo o energijski vrednosti, 30% maščob, 20 beljakovin in pa 50 ogljikovih hidratov. In to, kar je tudi v bistvu napisano, pri tem pač ne smemo pozabiti na zadostno količino zelenjave, ki pač vsebuje dosti potem tudi vlaknin. Obrok ponavadi začnemo sestavljati na način, da se pač najprej poskrbi za nek kakovosten vir beljakovine, ki se mu dodaja neka ogljikohidratna priloga z zelenjavo. Kar se pa tiče same maščobe, je pa vsaj 2-krat toliko kalorična, recimo, kot je kalorična ali beljakovina ali ogljikohidrat, kar pomeni, da posebej na krožnik ne dodajamo maščobe kot take, ampak jo zaužijemo skupaj z že pripravljeno hrano. To pa pomeni pri termični obdelavi hrane, pri solatah, ki jih prelijemo z oljo, oziroma pri zdravih maščobah, kot jih vsebujejo recimo masne ribe ali pa zdrava olja. In še zadnjo, to ste pa tudi v bistvu nekateri vedeli, se pravi, nekatere vitamine telo izloča samo, spet pri nekaterih pa se to kopiči, kar je lahko nevarno. Ko smo obravnavali mi v bistvu način prehranjevanja, zdravega prehranjevanja, smo poleg makrohranil obdelali tudi nekatera mikrohranila, kjer smo pač toliko, da smo omenili tudi vitamine in minerale. Super, zdaj jim lahko zaploskamo, glede na to, da so izkoristili. Izkoristili so čas za vprašanja, pa še nekaj, ne, obrnili so jih, oni so nas spraševali, mislim, kaj si zamislijo, mi smo bili testirani. Ok, še 1 sekunda, pol bom pa kar prosila, da se prve 2 predstavitvi kar pridružijo na odru in bojo kar skupna vprašanja. Okay. Zdaj pa samo še zadnja vaja. 3. tema je bila stres. Prosim lepo, tisti, ki imate tiste, ki imate visoke petke, se sezujte, stopala, usedemo se naravnost na stol, stopala damo na tla, obe dve stopali se naj dotikata tal, zapremo oči, lepo sproščeno vdihnemo, izdihnemo. Predstavljajte si, da vaša stopala podpira cela zemlja, cela zemeljska obla. In zdaj bomo naredili eno vajo, ki jo lahko naredite kjerkoli, kadarkoli in znižuje delovanje simpatičnega živčnega sistema, torej vklaplja parasimpatik in nas pomirja. Vsi smo seznanjeni z zvokom, ki se uporablja pri jogi om, tole je pa prav zvok V in U. In naredimo en globok vdih skozi nos, in z izdihom rečemo zraven vu. Dokler da se nam popek ne prilepi na hrbtenico. In kadar smo ful pod stresom, naredimo isto stvar, vdih skozi nos, z izdihom izgovarjamo vu in še roke, stegnemo stran od telesa, predstavljamo si, da potiskamo steno. In vso težo, ki pritiska na nas, odrivamo stran od sebe. S tem dobimo nazaj svojo suverenost, svoj prostor. Ne bote me ne. Še enkrat, naredimo en vdih skozi nos in z izdihom vu pa potiskamo steno.
Najlepša hvala. Mogoče, da si bomo lažje predstavljali, kdo je. Kdo bomo šli kar vsi skupaj spodaj? Jaz imam še eno nalogo za vse. Oziroma za mene je naloga. Prvo vprašanje se glasi in komu? Še kako vprašanje za Zvonka? A imate kje kakšne skeptike v vaših kolektivih, ki jih ne morete pritegniti? Ja. In kaj rečejo ti skeptiki? Kako se obnašajo, kadar recimo večina kolektiva gre na jogo, nekateri pa ne? Jih vprašate, zakaj ne? Jih pustite pri miru? Nikoli niso, ne priznavajo besede stres in tudi nikoli niso pod stresom. Razen tega, da jih kar naprej nekje tule špika, pa ne morajo dihati. Da, ja. Tudi to se zgodi. Še z naše strani, jaz, kot smo že prej povedali, zato imamo bolj poudarek na različnih aktivnostih. Ne moramo vse prisiliti ali pa spodbujati k jogi. Imamo jogo, imamo badminton, tako da različne aktivnosti, tudi športne, da se pač potem udeleženci oziroma zaposleni lahko odločajo, kaj njim bolj odgovarja. To je zelo poudarek, no, tudi pri pripravi. Pri nas na Bic Ljubljana smo pa mnenja, da zgled vleče, tako da vključimo bližnjega sodelavca, vodstvo, vodjo in smo kar uspešni, no? Tako. Zdi se mi pa tudi pomembno, da vsaka skupnost ima skeptike in to je čisto okej. To je tudi en dejavnik, da lahko mi razvijamo svoje potenciale naprej, pa da pustimo ljudi pri miru, če ne, ker nima smisla. Jaz se rečem, dajmo raje širiti, kot en dober virus, to, kar je, dobra klima si tak sama širi. In pa že pridejo tudi oni, ki so bili lani skeptični, pa tako 2 koraka naprej, kaj pa delajo tam, se imajo pa tako fajn, kaj pa je tam, ne, pa mogoče prej tako pridejo, ampak jaz mislim, da moramo res spoštovati različno vsakega posameznika in tudi ponuditi čim več različnih aktivnosti, da lahko se najdemo ljudje, ne, ker ni vse za vsakega, pač tako na ta način. Za vse. Koliko odstotkov lahko trdite, da to počnete v delovnem času in koliko odstotkov je tistih reči, ki jih počnete izven tega urnika delovnega časa? Na to temo, hvala. Kdo si upa prvi? Je za vse. Trudimo se, da v bistvu delamo vse v delovnem času, tudi če je izven delovnega časa, ker smo vezani na pedagoški proces, pa zaposlenim definitivno omogočimo, da se jim šteje v delovni čas, kar tudi to je pomembno, ne, da imajo to možnost. Mi smo imeli 30-urni program, ki smo ga v celoti izvedli na delovnem mestu. Ja, to je bil v bistvu čas korone, ko smo ga, mislim, od doma smo vsi delali. Tisti, ki so se pa potem v tem času umazali z samo idejo zdrave prehrane in pa gibanja, pa to počnejo še danes. Ja, izven delovnega časa. Pri nas večinoma v delovnem času, se pravi med urami, ki so določene, se pravi jutranja joga, badminton je popoldan, tudi te delavnice, ki jih sama izvajam, so vse v delovnem času, pa to so kar 2-urne delavnice, pa kar nekaj jih je bilo, tako da večinoma ja, kar med delovnim časom. Ja. Seveda so pa te stvari pol tudi dobrodošle, da jih doma delamo. Ne. Še kako vprašanje? Zdaj bomo kar hodili, pa bomo med delovnim časom to delali, tako da super. Povedali so, ne? Jaz mislim, da smo izčrpali bolj ali manj vse. Če vam je ta tema zanimiva, ne? Ostanite tu, jaz bom še vedno tukaj. Prva bom na vrsti.
bom v malo drugi vlogi. Drugače pa sam povem, dobili so vsak svojo čokolado, to je zelenjava, kaj še ima? Antioksidanti, vse, kadarkoli je, čokolada vedno paše. Prosim. Olivno olje, z olivnim oljem hladnim stiskanim je ta čokolada? Aha, lahko bi bila, ne? Tako da jaz mislim, da si zaslužijo še en aplavz. Tisti umestni. Tisti umestni ni bil tak glasen, ker eni nismo opazili, ker smo filme gledali, ampak Teja Dolganova je zelo, zelo dolgo držala pozo. Tako da jaz mislim, da si zasluži še enega. Mi pa odmor, pa premik.